Ko je torej Jezus izvedel, da so farizeji slišali, kako pridobiva in krščuje več učencev kot Janez, čeprav Jezus sam ni krščeval, ampak njegovi učenci, je zapustil Judejo in spet odšel v Galilejo. Moral je iti skozi Samarijo. Prišel je torej v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus je rekel: Daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je torej rekla: Kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti? Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus ji je odgovoril in rekel: Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla: Gospod, nimaš čim zajeti in vodnjak je globok. Odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kot naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in ji rekel: Vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, katero mu bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla: Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Rekel je: Pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena je odgovorila in mu rekla: Nimam moža. Jezus ji je rekel: Dobro si rekla, nimam moža. Kaj ti 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož? To si prav povedala. Žena mu je dejala: Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu. Jezus ji je rekel: Veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate. Mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje je od Judov. Pride pa ura, in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh, in kateri ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala: Vem, da pride Mesija, kar pomeni maziljenec. Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus ji je rekel: Jaz sem, ki govorim s teboj. Medtem so prišli njegovi učenci in se čudili, da je govoril žensko, vendar mu nobeden ni rekel, kaj bi rad od nje ali zakaj govori z njo. Tedaj je žena odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: Pridite in poglejte človeka, ki mi je povedal vse, kar sem storila.
Kaj, če je on Mesija? Odšli so iz mesta in se napotili k njemu. Medtem so ga učenci prosili in govorili: Rabi, jej. On pa jim je rekel: Jaz imam zajet hrano, ki je vi ne poznate. Učenci so tedaj govorili med seboj. Mar mu je kdo prinesel jesti? Jezus jim je rekel: Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal in dokončam njegovo delo. Ali ne pravite vi, še 4 mesece in žetev bo tu? Glejte, jaz pa vam pravim, povzdignite oči in poglejte polja, da so bela za žetev. Žanjec prejema plačilo in spravlja pridelek za večno življenje, da se bosta skupaj veselila sejalec in žanjec. V tem je namreč resničen izrek, da eden seje, drugi žanje. Poslal sem vas, da boste poželi, za kar se niste trudili. Drugi so se trudili, vi pa ste vstopili v njihov trud. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi ženinih besed. Vse mi je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih. In ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati. Ženi pa so govorili: Ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kajti sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Po teh 2 dneh je šel od tam v Galilejo. Jezus je sicer sam izpričal, da prerok ne uživa časti v svojem domačem kraju. Toda ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so videli vse, kar je storil v Jeruzalemu ob prazniku. Tudi sami so namreč šli na praznik. Prišel je torej spet v galilejsko Kano, kjer je bil naredil vino iz vode. In v Kafarnaumu je bil neki kraljevi uradnik, ki je imel bolnega sina. Ko je slišal, da je prišel Jezus iz Judeje v Galilejo, se je odpravil k njemu in ga prosil, naj pride in mu ozdravi sina, ki že umira. Jezus mu je tedaj dejal: Če ne vidite znamen in čudežev, ne verujete? Uradnik pa mu je rekel: Gospod, stopi dol, preden moj otrok umre. Jezus mu je dejal: Pojdi, tvoj sin živi. Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel. Že med potjo pa so mu prišli naproti njegovi služabniki in mu sporočili: Tvoj sin živi. Poizvedel je od njih, ob kateri uri se mu je stanje izboljšalo. Rekli so mu: Včeraj ob 7 ga je vročica pustila. Oče je spoznal, da se je to zgodilo tisto uro, ko mu je Jezus rekel: Tvoj sin živi. In začel je verovati sam in vsi njegovi domači. To pa je bilo že drugo znamenje, ki ga je storil Jezus, odkar je iz Judeje prišel v Galilejo.